Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošli svojega Duha in prerojeni bomo in prenovi boš obličje zemlje. Pridi, Sveti Duh, pridi na vse nas. Pridi, Sveti Duh, napolni nas ljubeznijo. Pridi, Sveti Duh, pridi na vse nas. Pridi, Sveti Duh, napolni nas ljubeznijo. Prihajam k tebi, moj Gospod, ko se dan budi. Prihajam k tebi, moj Gospod, zvezda mojih dni. Prihajam k tebi, moj Gospod, ker si moja moč. Prihajam k tebi, moj Gospod, ker si ti moj Bog. Prosim te, Gospod, budi moja pot, moje mlade dni. K soncu dvigaj ti. Prihajam k tebi, moj Gospod, da ti dam svoj dar. Prihajam k tebi, moj Gospod, ker si moj vladar. Prihajam k tebi, moj Gospod, vse, kar jaz imam. Prihajam k tebi, moj Gospod, dam ti na oltar. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Mir z vami. In s tvojim duhom. Dragi bratje in sestre, med nami z veseljem pozdravljam gospoda nadškofa Alojza Urana. Zbrali smo se, da izkažemo posebno pozornost in počastitev svetemu Jožefu, ki ga verjetno Slovenci še premalo častimo. Čaščenje svetega Jožefa nam bo izprosilo duhovne darove, milosti za naše družine, za slovenske može, za pravo krščansko držo. Odprimo srca Božji milosti. Spoštovani gospod župnik, dragi bogoslužni sodelavci, ministranti, pevci, pevke, dragi vsi farani Črnega Vrha, dragi častilci treh presvetih src, Jezusa, Marije in Jožefa, bratje in sestre v Kristusu. Danes smo se zbrali v tem čudovitem sončnem dnevu, ki ga je Gospod naredil, ko vsi tudi spremljamo malo, saj tako mimogrede,
naše fante, naše orle, ki bodo spet leteli v planici, se spominjamo svetega Jožefa, velikega pričevalca vere, ki ima v litanijah svetega Jožefa polno imen, pa še bi jih lahko našli v Svetem pismu, ki razodevajo njegovo izredno poslanstvo, ki ga ima v odrešenskem načrtu. Zato je danes na poseben način tudi očetovski dan. Dan naših očetov. Je prav, da poleg materinskega dne, ki ga obhajamo 25. marca, letos je sicer nekoliko zamaknjeno, zaradi tega, ker je prav veliki petek takrat in ni nikjer svete maše, da se zavedamo velikega poslanstva, ki ga ima oče v družini, pa tudi v družbi. Najprej posredovanje življenja. Skupaj z ženo sta v službi življenja. In krščanski oče se gotovo zaveda, da ni on tisti, ki daje življenje svojemu otroku. On je samo posrednik. Ker če ne bi življenja prejel, če ne bi prejel te sposobnosti, da lahko življenje posreduje naprej, ga ne bi mogel dati iz svojih moči, iz svojih sposobnosti. Za naše razmere je to zelo pomembno, da se starši zavedate, kako ste tudi v službi naroda, da ste v službi življenja in ohranitve naroda, ki je odvisen tudi od števila otrok, ki so rojeni v naših družinah. Potem je vloga očeta skrb in varovanje celotne družine, da si prizadeva, da bi družina imela urejene razmere. Vemo, da je včasih to zelo težko, danes še posebej, ko se tako lahko izgubi služba ali ne dobi službe in je tudi materialno težko poskrbeti za družino. Vendar je skupaj z ženo poklican, da naredi vse, da bi svojim otrokom omogočil takšno okolje, v katerem bodo mogli rasti in se pripraviti na svoje življenje. Potem je velika vloga, ki je danes žal marsikje pozabljena, vloga očetov, posredovanje izročila prednikov, vseh tistih rodov, ki so živeli pred nami, da se zaveda, da ne samo fizično življenje, ki ga posreduje svojim otrokom, ampak tudi dragocena dediščina naroda, ljudi, ki so tukaj živeli, ki so obdelovali to našo zemljo, ki je bila včasih tudi zelo skromna, ni dajala velikih sadov, da so krčili gozdove, da so skrbeli za medsebojne odnose, da so gradili svoje domove, urejali kmetije in podobno. Vse to je dediščina, ki jo moramo čutiti v sebi. Spomnimo se predvsem tudi, ko opazujemo tako Jude kot muslimane, kako so očetje tisti, ki nadaljujejo izročilo prednikov in posredujo svojim otrokom. So prvi odgovorni tudi za srednike vere, ki je temeljna vrednota za naše življenje in za našo prihodnost.
Naj navedem zgled mojega očeta, ki sem ga večkrat že navedel, kako sem ob njem, ob očetu, najbolj začutil Boga, ki je navzoč. Ko smo imeli zelo težke razmere, ko so odgnali zadnjo kravo iz hleva, ker nismo mogli plačati davkov, in je mama jokala, kako bomo zdaj živeli. Očeta pa sem našel sred hiše, na tleh je klečal in je takole molil. In ko sem prišel noter, me niti ni slišal, ne opazil. Takrat sem jaz vedel, da Bog je. Če moj oče, ki zna toliko stvari, ki zna urejati kmetijo, skrbeti za živali, ki je tudi tesar, ki zna sejati seme, če on kleči pred nekom in tako zaupljivo moli, da me sploh ne sliši, potem mora biti tisti neizmerno velik in dober. In če je lahko kar v delovnem predpasniku pred njim, da je ta Bog tudi preprost, da sprejema človeka v njegovi situaciji. In takrat ta podoba očeta, ki ima sklenjene roke, je zame bila spremljevalka v vseh težkih trenutkih življenja. In to je danes zelo pomembno, da se zavedate tudi očetje, da ni dovolj samo posredovati tradicijo prednikov. Nekdo reče, jaz bom tisto, kar sem prejel od svojih staršev, dal naprej. Ne boš dal. Zato, ker je danes situacija v našem okolju tako drugačna, tako težka, da ni naklonjenosti za duhovne vrednote in za krščanstvo. Vidimo, kako neprestano se mnogi borijo proti krščanskemu izročilu, ga hočejo izriniti iz javnega življenja. Moramo reči, da otrok ne more zaživeti svoje vere, če ne vidi tudi sklenjenih rok očeta in materinih ustnic, ki ga izročajo v Božje in Marijino varstvo. Zato je nujno, da sprejmemo poleg nedeljske svete maše tudi druge priložnosti, ki jih danes imamo, da bi poglobili svojo vero. Tudi literature imamo veliko. Danes bomo blagoslovili škapulirje, so poseben dar za naš čas. Upodobljeni so te škapulirji, na njih je upodobljen ta prizor, ki je tukaj na slikah, 3 srca, ki so srca svete nazareške družine. In ta nazareška družina je podoba družinskega življenja, ki naj bi ga čim globlje živeli v naših družinah. Nazareška družina je kot ikona krščanske družine, ker v njej živi Bog, ker je v njej navzoč Jezus Kristus. Vera je temeljna razsežnost življenja. Vera, upanje in ljubezen, ki se potem iz tega rojeva. In sveti Jožef je zgled človekove vere, zgled pravičnosti. Zanimivo, da v evangelijih ne najdemo niti ene besede, ki bi jo Jožef izgovoril. Pa gotovo ni bil nem. Samo to je posebno sporočilo, niti ene besede, ki bi jo Jožef spregovoril. Ampak je navzoč tako zelo, da brez njegovega sodelovanja tudi sveta družina ne bi mogla živeti. Zato je Jožef varuh cerkve. Zato je podoba tiste vere, ki jo je Abraham
v svojem življenju uresničil in je vedno nova vzpodbuda tudi za danes. Abraham je imel urejeno življenje, je bil dokaj bogat. Imel je veliko čredo, živine, veliko hlapcev, dekel, bi rekli uspešen gospodar. Vendar ni imel potomstva. In to ga je tako tlačilo, da je slišal glas: Abram, pojdi iz svoje dežele, kjer si se zanašal na bogatstvo, na druge ljudi, na svoje zdravje. Pojdi v deželo, ki ti jo bom jaz pokazal. In Abraham ni imel kaj izgubiti. Je šel za tem glasom. Ta beseda ga je gnala naprej. Ta obljuba je bila tako močna, da je premagoval vse težave, ki so se pojavili na poti. In gotovo je pričakoval, da bi te obljube, da bi se izpolnile čim prej. Vendar je moral dozorevati počasi, korak za korakom. V nebesa se ne pripelje z dvigalom, ampak je treba kar počasi, postopoma, vztrajno napredovati, tudi pasti vmes, kdaj omagati, zato da dozori spoznanje, ki je temeljno spoznanje tudi za vse nas, da tisti, ki te je poklical v življenje, zate skrbi. Zavest Božje navzočnosti v našem življenju, vsakdanjem življenju, je temelj vsega našega smisla bivanja. Če imaš to urejeno, potem veš, nikoli nismo sami. Karkoli se zgodi v objemu Boga. In vse ima svoj smisel na naši poti. Kajti Abram je moral dozoreti do tiste stopnje, da bo njegovo življenje in beseda sporočilo vsem rodovom, vsem, ki bodo živeli iz njegove vere. Ko bo nazadnje dobil sina, po čudežu, v starosti, žena že nerodovitna, in se je tako navezal nanj, da je bila v nevarnosti njegova vera v Boga, je bil pripravljen darovati svojega sina in sta šla na goro. In na poti je rekel Izak: Oče, glej, imava drva, imava ogenj, imava nož, kje pa je daritveno jagnje? Besede, ki so zbadale Abrahama. In on je odgovoril z vero, ni vedel, kako se bo zgodilo, ampak rekel je: Sin moj, Bog bo poskrbel. In vemo, kako je poskrbel. Tako, da se je jagnje, oven se je zapletel v trnje. In je bil potem on darovan na mesto Izaka, da Izaku ni bilo treba umreti. Veste, to je podoba tega jagnjeta, ki je šel na križ za nas. Zato, da bo na križu spregovoril besede: Oče, odpusti, in saj ne vedo, kaj delajo. Je tako pomembno, dragi očetje, da posredujete svojim otrokom to spoznanje. Prav je, da rečete: uč se, najdi dobro sopotnico, dobrega sopotnika v svojem življenju, uredi si življenje, uredi si dom. Prav je, da se to poudari. Vendar bistveno je, da rečete: sin moj, ne pozabi na Boga. Ne pozabi na Boga. Kajti to bo odločilno, tudi če bo kdo zašel v situacijo izgubljenega sina, ko se bo vse podrlo, ko ne bo nobenega izhoda več, če bo imel v sebi spomin na očetovo hišo, na nekoga, ki ga vendarle ljubi, ki ga je ljubil, ki je pripravljen, da ga sprejme v svoj dom, potem je rešen. In to je za današnji čas tako zelo pomembno. Naj tudi škapulir, ki ga boste danes prejeli nekateri, ga bomo blagoslovili, bo resnično tisto znamenje. Jaz ga nosim stalno. Majčkno, to je majhno znamenje, spredaj in zadaj, ampak tako dragoceno, da se zavedam, da sem v območju
treh src, varen, kot v zavetju najboljše družine, med prijatelji, med tistimi, ki so odgovorni tudi zame, v treh srcih Jezusa, Marije in Jožefa. Amen. Idi,